Lep pozdrav, sem prisotni na novinarski konferenci po 6. seji vlade. Najprej opravičilo, seja je trajala dlje, kot je bilo predvideno, zato je pač tudi novinarska konferenca uro kasneje, ampak da ne tratim časa, direktor Uromarja predstavi pomladansko napoved, prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Na uradu smo pripravili novo napoved gospodarskih gibanj, redno pomladansko napoved. Za začetek bi povedal, da prinašamo dve sporočili. Če pogledamo kratkoročno obdobje, torej obdobje letošnjega leta, so se napovedi na ključnih segmentih poslabšale. Če pa pogledamo obdobje za to srednjeročno obdobje, obete za rast v naslednjih letih, pa jih predpostavke, ki smo jih uporabili pri napovedi, dejansko te obete izboljšujejo. Torej, pri pripravi napovedi smo izhajali iz treh ključnih predpostavk. Prva se nanaša na to, kaj se je dogajalo v Sloveniji v lanskem letu oziroma ob koncu lanskega leta. Bruto domači proizvod se je namreč v lanskem letu praktično v vseh četrtletjih zniževal, vendar se je ta padec ob koncu leta še poglobil in čisto zaradi tehničnega učinka to slabi gospodarsko aktivnost tudi v letošnjem letu. Zdaj bolj pomemben, vsebinsko bolj pomembna predpostavka je druga predpostavka, ki govori o tem, kaj se pričakuje za mednarodno okolje, za države, s katerimi največ sodelujemo. Tukaj so se napovedi mednarodnih inštitucij v zadnjih 3 mesecih ali pa mogoče v zadnjih pol leta močno znižale. Še jeseni smo lahko pričakovali, kot vidite, oziroma so pričakovali gospodarsko aktivnost v evrskem območju nekje na ravni okoli 1,5%. Sedanje pričakovanja so precej nižja, pričakuje se zastoj gospodarske aktivnosti oziroma 0,3% padec gospodarske aktivnosti v celotnem evrskem območju in to seveda je drugi razlog, ki močno vpliva na slabša gospodarska pričakovanja tudi v Sloveniji. Zdaj, kar se tiče tretjega razloga, se nanaša na konsolidacijo javnih financ. V bistvu, če pogledamo, kaj se je dogajalo v celotnem evrskem območju, kaj se je dogajalo v Sloveniji. V letu 2009 smo tako v Sloveniji kot celotnem evrskem območju beležili relativno velik proračunski primanjkljaj. Podobne so bile razmere tudi v letu 2010. V lanskem letu pa je že prišlo do razkoraka. Številne države so že začele s fiskalno konsolidacijo, so znižale svoje primanjkljaje, v Sloveniji pa je po zadnjih razpoložljivih podatkih, ki niso dokončni, torej nosiš tudi tveganje, da bo rezultat še nekoliko slabši, pa se je ta visok primanjkljaj ohranjal in to je močno oslabilo dostop do virov financiranja slovenskega gospodarstva in s tem tudi obete za gospodarsko aktivnost v Sloveniji. Torej, ko govorimo o sami gospodarski rasti, za letos pričakujemo padec gospodarske aktivnosti nekje na ravni okoli 0,9%. Ključni dejavniki, ki bodo na eni strani spodbujali aktivnost, na drugi strani pa jo bodo zmanjševali, ostajajo isti, kot so bili v lanskem letu, namreč mednarodno okolje oziroma izvoz blaga, ta mednarodna menjava bo tisti dejavnik, ki bo edini beležil pozitivno rast v letošnjem letu, ki bo prispeval k aktivnosti, na drugi strani pa bodo vsi segmenti domačega povpraševanja negativni. Na prvem mestu je tukaj zasebna potrošnja. Lahko prosim svoj še en slajd naprej. Zasebna potrošnja, ki bo letos četrto leto zapored negativna, po naši oceni se bo znižala za 1,2%. Nižja bo tudi državna potrošnja, sicer močno nižja za 3,5%, kar je povezano z že omenjenimi ukrepi za konsolidacijo javnih financ. In tretji dejavnik, ki bo vplival na znižanje gospodarske aktivnosti, so investicije. Investicije so tista skupina bruto domačega proizvoda, ki se je v času krize najbolj znižala. Če se štejemo leto 9, 10 in 11, je to znižanje znašalo preko 40% in v letošnjem letu pričakujemo nadaljnje znižanje za 1,5%. Torej, če to vse skupaj sestavimo, potem, ko se bruto domači proizvod lani znižal za 0,2%, letos pričakujemo poglobitev tega padca, znižanje bo znašalo 0,9%, prispevek mednarodnega okolja pozitivni, vsi ostali faktori iz domačega okolja pa ostajajo negativni. Takšne razmere se bodo močno odrazile tudi na trgu dela, kjer prav tako pričakujemo, da se bodo razmere v letošnjem letu še nekoliko poslabšale. Lansko leto smo zaključili s približno 111 tisoč brezposelnih v povprečju leta, za letos pa na umar pričakujemo, da se bo ta številka približala 119 tisoč, kar z drugimi besedami pomeni, da bo stopnja registrirane brezposelnosti, ki je lani znašala 11,8%, letos znašala 12,9%.
Slabe razmere na trgu dela pa se ne nanašajo samo na število zaposlenih, ampak tudi na plače, ki jih bodo prejemali tako uslužbenci v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju. V javnem sektorju zaradi sprejetih ukrepov glede zamrznitve plač in tudi naše predpostavke, da se bodo podobna gibanja nadaljevala v drugi polovici leta, pričakujemo ničelno nominalno rast plač, kar seveda pomeni, če upoštevamo inflacijo, ki bo nekje na ravni 2%, da se bodo plače v javnem sektorju letos realno znižale. V zasebnem sektorju pričakujemo rast plač, ki bo nominalno dosegla 2,4%, kar pomeni skromno realno rast nekje na ravni 0,4%, in če oboje seštejemo, bodo skupna rast plač v letošnjem letu realno gledano negativna. To, kar sem sedaj predstavil, je seveda naša osrednja napoved. To so tiste številke, za katere mislimo, da je največja verjetnost, da se bodo v letošnjem letu uresničile, seveda pa jih podobno kot v preteklih letih spremljajo visoka tveganja. Tveganja tako zato, da bi se padec gospodarske aktivnosti morebiti še poglobil, kot tudi tveganja zato, da bodo razmere na trgu dela slabše, kot jih pričakujemo, prihajajo na eni strani iz mednarodnega okolja. Mi smo na uradu naredili simulacije, kaj bi pomenilo, če bi bil padec gospodarske aktivnosti v evrskem območju še večji kot v Sloveniji, in praktično vsaka odstotna točka padca v mednarodnem okolju se preslika v celotnem obsegu v Slovenijo. Torej, če bi se znižala rast v evrskem območju, bi se znižala tudi rast v Sloveniji. To je prvo veliko tveganje. Drugo veliko tveganje se nanaša na nestabilne razmere na finančnih trgih. Tukaj so se razmere v zadnjih tednih sicer nekoliko umirile, vendar še vedno ostaja velika negotovost glede nekaterih držav, ki so članice evrskega območja, in če bi se ta negotovost odrazila na finančnih trgih, bi se to poznalo tudi na ceni, ki jo slovenska država plačuje za svoje zadolževanje, kar bi seveda dodatno ohromilo gospodarsko aktivnost oziroma povečalo padec v Sloveniji. Tretje tveganje, ki smo ga izpostavili v pomladanski napovedi, pa se nanaša na konsolidacijo javnih financ. Tukaj pa imamo bolj v mislih ta srednjeročni vidik. Mi namreč v pomladanski napovedi pričakujemo, da se bo po padcu gospodarske aktivnosti v letošnjem letu, da bi se naj v prihodnjem letu rast okrepila. Pričakujemo sicer skromno rast na ravni 1,1% in potem v letu 2014 gospodarsko rast v višini 2,2%. In ti obe številki sta odvisni od uspešnosti konsolidacije javnih financ. Če ne bomo uspeli znižati javnofinančnega primanjkljaja in s tem povrniti zaupanja mednarodnih trgov, ki delno financirajo naš razvoj, potem je seveda obstaja velika možnost, da bo ta rast v prihodnjih letih nižja oziroma da se bo nadaljevalo padanje gospodarske aktivnosti, ki mu bomo priča v letošnjem letu in ki smo bili priča v lanskem letu. Hvala. Vprašanja? Marko Milenković, Svet na kanalu A. Ali date pač zdaj napoved, da ne bi se že prihodnje leto pač okrepila nekako rast, ampak tu poslušamo že vsa leta, pač en komentar vaš bi rad, v bistvu vse napovedi zadnje čase grejo spet navzdol, pač prejšnjega ministra smo ves čas poslušali, ki je napovedoval izboljšanje, računalo se je, da bo kriza dosti krajša. A je koliko realno pričakovati, da se, mislim, malo čudno vprašanje, ampak a res bo prihodnje leto boljše, oziroma koliko dolgo se lahko to še vleče po nekem, rečemo, srednjem slabem scenariju? Tukaj bi dve stvari povedal v odgovor. Prva stvar je, da je Slovenija, če pogledamo, kaj se dogajalo v času krize, torej po letu 2008 pa do leta 2011, ko so na razpolago podatki za vse države Evropske unije oziroma evrskega območja, da je Slovenija med tistimi državami, kjer se je aktivnost najbolj znižala. Samo v dveh državah, to so Grčija in Latvija, je bil končni rezultat slabši kot v Sloveniji, kar z drugimi besedami pomeni, da potem, ko se je aktivnost v času krize znižala nekje za približno 8%, da te 1% rasti gospodarskih, ki napovedujemo za leto 2013 oziroma za 2014, 2% gospodarska rast dejansko pomenijo le zelo skromno gospodarsko rast. Ne želimo jih predstaviti kot preveč optimistične, ampak samo kot stabilizacijo razmer in kot prve znake okrevanja gospodarstva. Zdaj, kar se tiče pa te realistične naše napovedi, pa v bistvu temelji na treh predpostavkah. Prva predpostavka so razmere v mednarodnem okolju. V tem trenutku mednarodne inštitucije pričakujejo, da bi naj bilo v gospodarskem smislu leto 2013 boljše od leta 2012, in če se bodo te predpostavke uresničile, potem se bo to seveda v pozitivni smeri odrazilo na gospodarski rasti v Sloveniji. Druga pomembna predpostavka pa se nanaša na uspešnost fiskalne konsolidacije oziroma na njene posledice, ki bodo takšne, da bo Slovenija ponovno
si odprla dostop do mednarodnih finančnih trgov, oziroma da si bo lahko po obrestnih merah, ki bodo makroekonomsko vzdržne, si izposojala denar na mednarodnih trgih. In torej, če se boste ti dve predpostavki uresničili, potem se nam zdi to najbolj realistična napoved, neka gospodarska rast, ki pa bo zelo skromna. Sam vprašal, gleda pri teh nominalnih rasteh, koliko je pa realna napovedana za zasebni pa javni sektor? Naša napoved inflacije za letošnje leto je, da bomo končali leto z 2% rastjo cen, kar z drugimi besedami pomeni, da bo realni padec plač v javnem sektorju znašal 2%, v zasebnem sektorju bi beležili 0,4% rast plač. Če pa se štejemo tako zasebni kot javni sektor, pa bi naj bruto plače na zaposlenega se znižali za 0,2% v celotni ekonomiji, v celotni državi. Padec za 2%, ker je v ozadju predpostavka o 2% rasti cen življenjskih potrebščin oziroma inflacije v Sloveniji. Katarina Matežič-Bobdej, mene zanima, če ste v te napovedi že vključili ukrepe, ki jih predvideva vlada, tako za malo razbremenitev pri obdavčitvi prebivalstva in podjetij, recimo, da bi se s tem povečala potrošnja, tle vidimo po grafih, domača potrošnja še vedno pada. Torej, ali so te predvideni ukrepi, ki jih pripravlja vlada, že vključeni v to napoved in ali lahko sploh dejansko te ključne številke kaj spremenijo, glede na to, da je Slovenija zelo odprta na ven in je bistveno odvisna bolj od zunanjih vplivov, torej od nekega splošnega dogajanja na svetovnem trgu, kot samo od domačega trenda. Kar se tiče prvega dela vprašanja, oziroma prvega vprašanja, so v tem trenutku znani obrisi javnofinančne konsolidacije, tako na odhodkovni strani kot na prihodkovni strani, in vse te ukrepe, ki je do zdaj predstavilo tudi Ministrstvo za finance, smo upoštevali pri napovedi gospodarskih gibanj, od tod izvira tudi ta dinamika, nekoliko globlji padec v letošnjem letu in potem okrevanje v prihodnem letu. Kar pa se tiče tega vpliva, ki ga imajo na Slovenijo, ki ga ima Slovenijo mednarodno okolje in pa domači dejavniki. Seveda, Slovenija je majhno gospodarstvo, zelo odprto gospodarstvo. Če primerjamo naš izvoz s celotnim bruto domačim proizvodom, znaša približno 70%, kar kaže na to, da brez tega, da bo prišlo do ponovne oživitve gospodarske aktivnosti v evrskem območju oziroma Evropski uniji, bomo tudi mi zelo težko dosegli rast. Vendar pa moramo na drugi strani imeti pred očmi tudi ta podatek, da je med vsemi članicami Evropske unije Slovenija praktično na samem repu, kar se tiče gospodarske rasti, kar z drugimi besedami pomeni, da obstajajo kljub samo pomembni razlogi, ki prihajajo iz domačega okolja, ki so povezani z domačimi makroekonomskimi politikami, ki lahko bistveno prispevajo k uživitvi gospodarske aktivnosti. In tukaj imamo v mislih predvsem politike, ki se nanašajo na konsolidacijo javnih financ v prvem koraku in potem takoj v drugem koraku ukrepe, ki se nanašajo na povečanje konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva. Dajmo mikrofon, da sliše. To pomeni, da če se slučajno kje zatakne, recimo pri sindikatih ali pa kaj se in kje, bo slika samo še bolj črna, kot je zdaj tole, kar imamo na... No, vsekako, če katerokoli od teh predpostav, ki sem jih navedel na začetku, ki so podlaga za pripravo naše napovedi, tudi ta fiskalna konsolidacija, ki je delno predmet pogajanj oziroma dogovarjanja s socialnimi partnerji, če do nje iz kateregakoli razloga ne bi prišlo, potem bi bile številke glede rasti in tudi glede agregatov na trgu dela bistveno drugačne lahko. Marko, nimaš še kakšno vprašanje? Če nisi direktor Umarja, zahvaljujem. Hvala lepa tudi vam. In pozdravljeni. Lep pozdrav in vabim ministra za finance, da predstavi svoj del za današnje seje. Jaz bom drugače na koncu odgovarjal. Lepo pozdravljeni. Rad bi vas obvestil o nekaterih sklepih na današnje vlade, ki se tičejo področja javnih financ, seveda. Prva stvar, sprejeli smo delovni predlog zakona, ki naj bi podrobneje uredil fiskalno pravilo. Kot veste, smo prejšnji teden v Državni zbor poslali predlog ustavnega člena, oziroma spremembe ustavnega člena, ki bi določil ustavno pravilo. Ob pogovoru, ki smo ga imeli z predstavniki poslanskih skupin v Državnem zboru, kjer je bila sicer izražena velika podpora temu ustavnemu členu, je bilo tudi izraženo pričakovanje, da bi že ob razpravi k tem členu tudi vedeli, kako ne bi ta zakon
izvedbeni zakon potem izgledal. Gre za zakon, ki ne bi ga prav tako sprejeli z dvotretjinsko večino v državnem zboru. Formalno to seveda še ni predlog, ker mora najprej biti ustavni člen sprejet, je pa to, kako vlada vidi, kako bi to lahko uredili. Pomembni sta predvsem dve zadevi. Ena je proticikličnost, to se pravi, da predlagane določbe zakona omogočajo, da v tistem času, ko je gospodarska rast pa raven bruto domačega proizvoda nižja od nekega trenda, kot je recimo v zadnjih letih, v takšnih letih to pravilo dopušča določen primanjkljaj v državnem proračunu, kar omogoča se z tega stališča spodbujanje gospodarske rasti. V obdobju, ko je pa gospodarska rast zelo visoka nad nekim dolgoročnim trendom, recimo kot je bilo v obdobju 2006-2007, nam bo pa zdaj to fiskalno pravilo zapovedovalo, da ustvarjamo presežke v proračunu in s tem pravzaprav pokrijemo primanjkljaj, ki bi se ustvaril v času slabih gospodarskih razmer. Druga stvar, ki je zelo pomembna pri tem predlogu, je, da se predvideva neodvisna inštitucija, ki jo sicer imenuje fiskalni svet, šlo pa po vsebini z povsem drugačno inštitucijo, kot je danes fiskalni svet, katere naloga bo predvsem, da preden vlada sploh vloži predlog proračuna v državni zbor, pove, ali takšen predlog po višini prihodkov in odhodkov ustreza fiskalnemu pravilu, se pravi, je na nek način skladen z ustavo. To bo seveda prvič veljalo v letu 2014 zares, ker, kot veste, ustavni člen oziroma njegov predlog predvideva, da bi leta 2015 prvič morali doseči uravnotežen proračun ob pogoju seveda normalnih gospodarskih razmer. Bomo pa, ko bomo to uredili izvedbeno, če bodo te stvari sprejete, probali tudi sami že naslednje leto čim bolj tako ravnati, kot bi bilo v duhu tega zakona. Zelo veliko pogovora je bilo tudi v zvezi s pomladansko napovedjo, ki je bila pravkar predstavljena, kaj to pomeni za naše priprave na rebalans proračuna in nasploh za javnofinančne načrte. Tukaj bi rad poudaril dve zadevi. Seveda bo nižja napoved gospodarske rasti nekoliko vplivala tudi na prihodke proračuna, vendar, če se boste spomnili, ko sem pred 3 tedni predstavljal izhodišča za proračun, za rebalans, ki jih je vlada takrat sprejela, sem povedal, da smo pri prihodkih že upoštevali 100 milijonov tako imenovane varnostne rezerve. Za vsak slučaj, če bi bile napovedi znižane, takrat se je to lahko že pričakovalo, pravzaprav glede na mednarodne razmere. In dejansko to znižanje, ki je bilo danes predstavljeno, napovedano strani Umarja, pomeni, da pač je bila ta rezerva ravno približno dovolj velika, tako da nam ni treba zajeti v neke popravke naših načrtov glede rebalansa samo zaradi te spremenjene napovedi. Kar se pa tiče primanjkljaja, ostajamo pri cilju, da bo ta primanjkljaj proračuna letos, se pravi, da bomo predlagali rebalans, ki bo primanjkljaj postavil na 3% bruto domačega proizvoda. V milijonih je to približno 20 milijonov manj, kot je bilo predvideno, ko je bila še ocena bruto domačega proizvoda nekoliko višja. To ni tako velika sprememba, da je ne bi mogli doseči. Kar je bilo pa za nas najbolj pomembno, je bilo pa to zelo resno opozorilo, da pravzaprav druge poti ni. To se pravi, ta alternativni scenarij, da ne gremo v krčenje javne porabe, da ne gremo v zmanjševanje primanjkljaja, bi sicer morda kratkoročno letos lahko izgledal nekoliko bolj prijazen do gospodarskih razmer, vendar je vprašanje, ali bi radi imeli -0,9 ali morda raje -0,5, pravzaprav nepomembno, oboje sta zelo slaba podatka in mi moramo letos predvsem narediti vse tisto, kar je potrebno, da bomo lahko pričakovali boljše razmere v prihodnosti, pa zato, da se ne bomo znašli v situaciji, ko enostavno ne bomo več mogli obvladovati naraščanja javnega dolga in ko ne bomo imeli več nobenih pravih mehanizmov, da bi zmanjšali primanjkljaj. Se pravi, že letos bi lahko bilo vprašanje, če bi ostajali pri enakem primanjkljaju, kot je bil v zadnjih letih, okrog 6%, ali bi to sploh lahko financirali, gotovo pa tega ne bi mogli financirati po nekih normalnih tržnih pogojih, ampak bi gotovo začeli plačevati visoke premije za svoje zadolževanje kot država.
Pregledali oziroma seznanili smo se tudi s tem pregledom ukrepov, ki so jih druge države sprejemale. Ugotovili smo, da so bili marsikje te ukrepi doslej korenitejši, kot so bili v Sloveniji, čeprav Slovenija, kot veste, sodi med države s slabšimi gospodarskimi rezultati in tudi s precej visoko rastjo zadolženosti. Tako da je to tudi eno od izhodišč, ki nam bo pomagalo v naslednjem tednu ali dveh dokončati na vladi to razpravo o ukrepih, ki jih bomo predlagali za dosego tega cilja 3% primanjkljaja in seveda potem tudi za usklajevanje teh ukrepov v državnem zboru in seveda socialnimi partnerji. Zdaj, še dve stvari bi omenil. Ena je to, da smo sprejeli nek poziv na vladi, žal, kaj drugega kot to, ta hip ne moremo narediti, da naj podjetja, ki so, se pravi javna podjetja in druge gospodarske družbe, ki so v pretežni, neposredni ali posredni lasti države, regresije splačujejo tako, da ti regresi ne bodo presegli višine minimalne plače. Res je, da so morda kje ti regresi določeni tudi s kolektivnimi pogodbami, res je pa tudi, da te kolektivne pogodbe niso včeraj in da so imeli nadzorni sveti in seveda uprave teh podjetij dovolj časa, da bi glede na gospodarske razmere predlagali spremembe teh kolektivnih pogodb, da bi to uredili. In zdaj se pričakujemo, da če tega niso doslej uredili, da bodo zdaj pač našli neko rešitev. Če tega ne bodo uspeli najti, bomo pa seveda to mi upoštevali takrat, ko bo potrebno dati soglasje k recimo imenovanju teh nadzornih svetov ali k oceni njihovega dela. In še zadnja stvar, imenovali smo tudi delovno skupino s predstavniki več ministrstv za gospodarstvo, za infrastrukturo, tudi za izobraževanje in pa službe vlade za zakonodajo in seveda ministrstvo za finance. Spravi to delovno skupino, ki bo v roku enega meseca pripravila razdelana izhodišča, ne samo nek splošen koncept, ampak že razdelana izhodišča za to, kako bi v bodoče sistemsko, ne z nekim novim zakonom uredili upravljanje javnega premoženja oziroma kapitalskih naložb države. To je tisto, kar je bilo kar smo ob spremembah tega zakona o upravljanju kapitalskih naložb napovedali in kot rečeno intenzivno delamo tudi na tem. Morda še nekaj odgovor na vprašanja, če so. Prosim. Dobar dan, Jana Krebel, Primorske novice. Zanima me, če ste kaj govorili o pomoči Primorju danes na vladi in kakšna pripravljenost vlade, da sploh pomaga temu podjetju, v kakšnem obsegu in iz katerih virov? Na vladi nismo o tem govorili, sodi to seveda predvsem pristojnost ministra za gospodarstvo, je pa seveda ogromno delovnih sestankov na to temo tudi z bankami, z lastniki, kjer se iščejo rešitve, ne? Ampak to je vse, kar vam lahko o tem povem ta hip. Vesna, prosim. Vesna Zadravec, RTV. Jaz bi se vrnila na regrese v ukrep. Vemo, da lani je bil problem zmanjšanja regresov kolektivne pogodbe, ki so sklenjene. V bistvu na LB-ju so se sklicvali na to, da v bistvu lahko dobijo tožbe in da ne morejo iti preko tega. Kako boste šli vi preko tega? No? Mi tudi ne moremo iti preko tega, zato smo pač dali ta poziv. To je zdaj pač naloga teh ljudi, ki že vedo, kot pravite, tudi sami eno leto ali pa še več za te kolektivne pogodbe, da vidijo, kako se to da rešiti. Erik, prosim. Čeprav ste rekli, da je vse, kar lahko poveste, to, da se stankujete glede Primorja, ampak vas bom drugače vprašal. A ima država v proračunu sploh dovolj sredstva, da lahko recimo pomaga 18 milijonov, 5 milijonov, karkoli za podobne pomoči, kot je Primorju? Ima sploh sredstva za to predvideno? Vprašanje je seveda, kaj bi bil rezultat te pomoči. Nepredvidenih sredstev za pomoč seveda nima. So neke postavke, ampak ni postavke za Primorje, a ne so določene postavke, ki so pa skromne. Mislim, da je tukaj cel sklop dejavnikov od bank, tudi seveda SID banke in tako naprej, ki bi se lahko to vključilo. Še kakšno vprašanje iz dnevnega reda? Marko. Zanima me pri fiskalnem pravilu, govori se pač o
pač izravnanem proračunu oziroma presežku, pa brne v nekih okoliščinah bi lahko bil primanjkljaj. A je neka omejitev, kolikšen bi ta primanjkljaj lahko bil, recimo v toliko ekstremnih razmerah, ki smo jih doživeli v zadnjih par letih, bi lahko bil nekoč, 6% primanjkljaj? Zelo natančno omejitev je. Ne? Se pravi, pogleda se, koliko je dejansko raven bruto domačega proizvoda pod neko trendno ravnjo in za toliko, za ta količnik lahko potem odhodki presegajo ocenjene prihodke. Zdaj pa v ekstremnih primerih je to lahko tudi 6, ampak mislim, da bo Umar tudi pripravil neke simulacije, kaj bi to lahko pomenilo še v naslednjih dneh. Je pa zelo jasno omejeno. Se pravi, nima več vlada ali pa državni zbor možnost reče, ker je kriza, bomo pa x primanjkljaj, ampak mu to pravilo določa, do kam lahko gre, če se da oceni, da je to smiselno, mu pa ne pripoveduje, da je primanjkljaj manjši. Katarina, mogoče še eno vprašanje. Ja, drugo vprašanje. Gospod Pezdir je danes spet objavil kolumno, ki se pač nadaljuje. Glede na to, da je on bil vedno omenjen kot vez do vas, me zanima, ali ste vi imeli kakršenkoli tak stik, ali ste preverjali v svojem kabinetu oziroma na ministrstvu, ker očitno taki ljudje, ki so se dobivali z nekom oziroma nekaj obljubljali, so tudi na ministrstvu za finance, če ste kakšen pregled naredili, in ali ste sprejeli kakšne dodatne ukrepe od zabeležk obiskov do načina, kdo sploh lahko pride na obisk, da se te stvari ne bojo dogajale tudi vnaprej, glede na to, da bo vaše ministrstvo imelo predvsej neljubih zakonov in neljubih ukrepov, ki mnogim ne bodo všeč. Za te razlage zakona o lobiranju in pravil na tem področju pravijo, da vsakdo lahko pride predstavljati svoj interes. Nismo ga dolžni sprejeti, lahko pa seveda pridem. Če vzamem ta prejšnji primer, če pride kdo iz Primorja, da nam razloži situacijo v tem podjetju, ga bomo seveda sprejeli. Čeprav bo delno zastopal tudi svoj interes in morda ne bo govoril samo o stvarih, ki so v javnem interesu. In pač vedno sproti ocenimo, kaj je pomembno, kaj sodi v resor politike, ki jo, mislim, na področju politike, ki jo naš resor vodi. V glavnem to sprejemajo ljudje iz kabineta, imamo evidenco vse sestankov, nimamo še zabeležk, tisto, kar je potrebno poročati proti korupcijski komisiji, poročamo. Zdaj, in v tem okviru se gibljamo, potem tudi seveda sami se odločamo med sabo, tudi skozi neko razpravo, ali smo nekoga dolžni, je pametno, da ga sprejmemo ali ne. Je pa nekaj drugega, če pa nekdo preko nekih tretjih oseb išče stik, pa morda hoče poznanstvo z nekom izkoriščati, potem je pa to druga stvar. In recimo pri meni gotovo še ni bilo človeka, ki bi prišel k meni pa rekel, jaz sem se pa s Pezdirjem zmenil, da pridem k tebi, niti ni bilo klica od gospoda Pezdirja, ker bi Pezdir rekel, ta pa ta bi želel priti do tebe. Drug razlog gospoda Pezdirja, on je pravno rekel, da tega ne bo počel, očitno nekateri to počnejo. Ja, seveda, ampak gledajte, sej veliko je teh prošenj, da bi koga sprejeli, veliko jih prije neposredno, kakšne tudi preko drugih ljudi, ampak kot rečeno, mi to restriktivno obravnavamo tam, kjer mislimo, da nam to lahko pomaga voditi politiko, se pustimo informirati, informacije so ključna stvar in seveda, če imaš informacije z več virov, potem tudi lažje presodiš, kdo ima prav. Običajno, če se srečaš z 2-3 ljudmi, slišiš 3 popolnoma različne zgodbe in se potem tudi lažje odločiš, namesto da bi verjel samo enemu. To še zadnje vprašanje, Marko. Marko, ne. Imamo redne delovne stike, tako da vemo, s kom se kdo dobiva. Jaz imam še vprašanje o javnih financah. Gospod Vasle je prej predstavil dve nevarnosti za pač gospodarsko rast v Sloveniji. Eno bilo pač zunanje okolje, drugo je konsolidacija javnih financ. Pa pri tem me zanima, če že potekajo neki dialogi s sindikati, v bistvu, kar je kolegica prej gospoda Vasleta vprašala, koliko je nevarno, da bi zaradi nekih, ne vem, nesoglasij ali pa nekih sporov pač po socialnem dialogu v bistvu padlo v vodo reševanje in bi to vplivalo na... Mi še na vladi nekako nismo do konca oblikovali nabora ukrepov, ki ga bomo predlagali. Podarjam, da ga bomo predlagali, da bomo ga kar sprejeli kot neko dokončno rešitev. Predlagali ga bomo potem, ko ga bomo med sabo dogovorili, da je to predlog, za katerim stojimo, ga bomo predlagali tako usklajevanje na ekonomsko-socialnem svetu, kot seveda
v državnem zboru znotraj koalicije in potem se tudi po teh postopkih, ki so predvideni tam. Zdaj, kaj se bo zgodilo, če usklajevanje ne bo uspešno? Jaz sem prepričan, da vsaj na nekaterih področjih bo. Želel bi si, da bi bilo na vseh, da bi našli ukrepe, ki bodo sprejemljivi, glede na to, da mislim, da neka zavest po celotni družbi obstaja, da pravzaprav druge poti, kot je fiskalna konsolidacija, ni. Dobro. Hvala, minister. Hvala. Zdaj mi pa dovolite, da še dva sklepa predstavim o ostalih. Sicer je vlada danes odločala tudi o zamrznitvi ratifikaciji akte. Zdaj, Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo vlada potem s tem sklepom nalaga, da naj ne predlaga začetka postopka ratifikacije in ta odločitev velja, dokler mu vlada Republike Slovenije ne naloži drugače oziroma drugačnega predloga. Nekaj razprave je bilo tudi še v primeru odmevne nepremičninske izvršbe z predlogi sklepov. Minister Pličanič je skladno z dogovorom pripravil poročilo o tem dogodku in tudi o podobnih dogodkih iz sodne prakse. Natančno je predstavil časovnico poteka. Vlada se je seveda seznanila s to informacijo in hkrati s tem naložila Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, da v roku 30 dni celovito preuči odločbe predpisov glede neomejenosti upnika pri izbiri izvršilnih sredstev in sicer s ciljem, da se prepreči nesorazmernost in hkrati, da se zagotovi plačilna disciplina. Vlada je seveda tudi pozdravila odločitev Vrhovnega sodišča, da opravi revizijo in glede na poročilo, ki ga bo, kot sem rekel, ministrstvo v roku 30 dneh pripravilo, se bo potem vlada odločila za morebitne spremembe sistemske zakonodaje. Je pa seveda poročilo zdaj dostopno tudi na spletni strani ministrstva, umaknjena je oznaka interno in mislim, da je tudi v novinarskih mapicah, ne? In v press-releasu tako, ja. Zdaj, vlada je pa še sprejela tudi nekaj kadrovskih vprašanj oziroma kadrovskih rešitev, sicer 8 razrešitev in 4 imenovanja. Vse te rešitve so v vaših novinarskih mapicah, tako da če je kakšno vprašanje, sem pa zdaj na voljo za vaše vprašanje. Aha, seveda, poleg tega smo vam tudi v naši mapi razdelili ta pregled ukrepov, ki so se jih lotile ostale države članice. Ministrstvo za zunanje zadeve je na podlagi zaprosil veleposlaništev zbralo te ukrepe po državah članicah, pripravilo neko zbirno poročilo, ki mislim, da ima okoli 130 strani, kjer po vsaki državi posebej opredeljuje tiste ukrepe, ki so jih države sprejele. Na uradu vlade za komuniciranje pa smo pripravili nek suma sumarum kratek pregled in vam ga dali v vednost, predvsem zato, da bo jasno, da se v bistvu vse države soočajo z podobnimi problemi in da tiste države, ki so se te zagonetke lotile prej, so danes v bistveno boljšem položaju, kot smo v tem trenutku mi. Prosim, ja, vprašanje. Mene samo to zanima, glede primera vas Krstič, in sicer, če so bile v tem poročilu, ki ga je moral minister dostaviti danes na mizo predsedniku vlade, že ugotovljene kakšne nepravilnosti? Ne, minister je izpostavil dve stvari. Predvsem to, da je v bistvu sodišče vztrajalo na tem, da se opravi izvršba nepremičnine, kljub predlogu dolžnika, da se pač skladno z sicer poznim predlogom opravi odvzem sredstev na računu. In pa razprava je tekla predvsem v tej smeri, da bi morda iskali rešitve, da je odvzem nepremičnine tista zadnja v stopni različnih ukrepov, ne pa tista takojšnja, ki jo potem sodišče predloži za poplačilo upnikov. Ja, to razumem, ampak
Ampak nepravilnosti torej pa ni bilo ugotovljenih do danes, pravi v tem poročilu, nič minister ni govoril o tem, da bi ugotovil, da pa vendarle je šlo kaj narobe v tem postopku. Ne, niti ni funkcija ministra, da ugotovi, da je šlo kaj narobe, zato je bila ravno sprožena revizija z strani Vrhovnega sodišča in tam bodo ugotovili posamezne kršitve, ukolikor so te kršitve bile. Minister je samo opozoril, predstavil časovnico in opozoril, kje so tiste točke, kjer bi morda kazalo razmisliti o spremembi sistemske zakonodaje. Rok Šulogov, Info TV. Vlada torej ustraja pri zamrznitvi akte in, čeprav razumem, ne bo upoštevala predloga Pozitivne Slovenije, da se popolnoma odmakne od samega sporazuma. Razprava je tudi še na ravni Evropske unije, v tem pogledu bi bilo neumestno prejudicirati konec te razprave in zato bo počakala na zaključeno razpravo tudi v Evropskem parlamentu in seveda tudi še v ostalih institucijah in potem na podlagi tega se odločila. Zaenkrat je zadeva zamrznjena, če bo na ravni Evropske unije sprejeta drugačna odločitev, bomo te odločitvi sprejeli. Se pravi, gospod Žerjav je pa že rekel, da je za Slovenijo ad acta. Jaz bi se vrnil nazaj na Primorje. Kakšno je stališče vlade? Soglašate z ministrom za gospodarstvo glede Primorja, da država nima v proračunu sredstev za pomoč in da ne to rešujejo banke? Stališče celotne vlade namreč. Zdaj vlada o tem danes ni razpravljala, niti ni razpravljala na kateri od sej do sedaj in jaz te zadeve ne morem komentirati. Marko. Ja, še eno vprašanje. Pri primeru Simčiča spričevalo, mislim, z tega izhaja, ampak načelno vprašanje, kakšno je stališče vlade, a lahko minister za zunanje zadeve ignorira uradno poročilo nekega zunanjega ministrstva druge države? To je stvar, posameznih strank, to je stvar strankarske razprave, to je stvar državnega zbora in vlada se o tem ne bo opredeljevala. Čisto minister lahko ignorira uradne pač. Vlada se okoli tega ne bo opredeljevala. Katarina. Mene še zanima, noter v gradivu je, da je bil razrešen direktor arhiva. Drži. Čemu? Menda je bilo precej nepričakovano, tudi on ni vedel, zakaj. In ali je bilo to že dalj časa planirano, ali so bile kakšni drugi razlogi, da je bil ravno danes tako nepričakovano razrešen. Zdaj, vlada je na svoji poziciji od 10. februarja, tako da težko govorimo o daljšem pričakovanju tega. Kar se tiče nepričakovanosti strani gospoda Matiča, tudi moj predhodnik je ne bil, kot sam pravi, nepričakovano razrešen. Pač kadrovske spremembe so stalnica vsake nove vlade in ta je ena od tistih. In arhiv je institucija, kjer je kadrovska sprememba običajno. Če se ne motim, seveda je, normalno je. Če se ne motim, vedno vlada imenuje predstojnika arhiva. Ampak, če se ne motim, je gospod Matič sodeloval aktivno pri referendumski kampanji za zaprtje arhivov. Zdaj, na te strokovni funkcije verjetno to ni na mestu in jaz verjamem, da je bil to tudi en od tistih razlogov, da se je prišlo do te kadrovske zamenjave. Prosim? Vprašajte ministrstvo. Oni so predlagatelji. Torej, lahko v arhivih tem, če kar vlada noče, da v okoli vidi, da ne bo vsaka vlada zamenja direktorja arhivov? Zdaj, če se ne motim, vlada o tem ni razpravljala, so pa posamezne stranke v razpravi, ki so sedaj tudi v koaliciji, ampak to je stvar strankarske razprave, zagovarjali odprtost arhivov, ne zaprtost. Mislim, da je gospod Matič zagovarjal ravno obratno zaprtost arhivov. Samo še eno kratko vprašanje, in sicer glede spremembe zakonodaje, to načelo sorazmernosti. Rekli ste, da so šli skozi to, ampak mene zanima, so zavzeli stališče, da se mora to spremeniti? Do poročila, celostnega poročila, za katerega ima ministrstvo 30 dni časa, vlada se o tem ne more opredeljevati, ker mora dobiti na mizo prav konkretno člen po členu s predlogi, ki bi izboljšala to in hkrati za mednarodno primerjavo. Zdaj, kot veste, je predsednik vlade gospoda Pličaniča prosil, da pripravi to poročilo 2 dni pred sejo vlade. Zdaj, osnovni pregled je bil pripravljen, ta podroben bo pa v roku 1 meseca. Takrat se bo pa razpravljal tudi o teh konkretnih predlogih. Ja. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Lepo vas pozdravljam, se vidimo naslednji teden.